Pozdravljeni nazaj, z nami je sedaj že Marko Sagadin, ki se ukvarja z Ultimate Frisbeem. Pozdravljen. Zdravo. Pa če nam lahko na hitro kar predstaviš Ultimate Frisbee. Torej, to je najboljši šport, za katerega še nikoli nisi slišal. Igra se z diskom, takšen, ko ga tukaj vidiš, in je zelo atraktivna zadeva za pogledati. Je veliko skakanja, šprintanja, atraktivnih potez, kot je layout, torej da se vržeš naprej za diskom. Šport postaja vse bolj popularen, čeprav je v Sloveniji kar nepoznan, ampak na zadnjih 30 let kar pridobiva na popularnosti. Omenil si že, kar se tiče pravil, obstaja samo out, so še kakšna druga bolj? Ja, je kar nekaj pravil. V bistvu pomembno je, da povem, igra se na igrišču, ki je v obliki pravokotnika. Na vsakem koncu igrišča je ena končna cona, torej 2 končni cone, in pravi Ultimate se igra 7 na 7 igralcev. Igralci se razporedijo po liniji končne cone in obramba izvede napadu začetno podajo, ki se imenuje po angleško pull. Šport ima veliko ameriških besed, zato ker pač izhaja iz Amerike. V bistvu potem napad ima disk in dokler imaš disk, lahko samo pivotiraš, tekanje ni dovoljeno. Podajaš ga lahko katerekoli smeri, naprej in nazaj, ni omejitve. Sprememba posesti diska se pa zgodi takrat, ko podaja ne uspe. Ne vem, disk pade na tla, nasprotnik ga prestreže. Točkovanje pa se doseže tako, da napadalna ekipa v nasprotnikovi končni coni doseže oziroma uspe podati, torej izvede uspešno podajo. Je nekontaktni šport, torej vsakin kontakt je v bistvu ga ne bi smelo biti. Se zgodi, ampak to ni glavni namen športa. Je v Sloveniji že kakšna liga ali se samo prek turnirjev izkazuje? Trenutno v Sloveniji ni še nobene lige, je v načrtu za naslednjo leto, torej se že pišejo dokumenti, vse tiste uradne zadeve, trenutno je pa ni. Torej, kako se pa pač preskušamo sami, so pa turnirji. Recimo ta vikend je ravno bil turnir v Ljubljani, v bistvu blizu Dobrave, kjer je bilo 10 ekip, ki so prišle, 4 iz Slovenije, pa vse ostalo iz okolice, torej prišli so Avstrijci, Hrvati, Italijani, in turnirji so kar mednarodne zadeve. Drugače pa poleti je bilo organizirano svetovno prvenstvo v Italiji, Lecco, to je mesto tak 100 kilometrov nad Milanom, in smo tudi imeli takrat slovenske predstavnike. To bi bilo verjetno tvoje naslednje vprašanje. Tako je, za reprezentanco frisbeja, se pravi, je v večini reprezentanci frisbeja, rečemo, igralci iz enega kluba ali se pomeša vse? V primeru Slovenije, ker nas ni toliko, je bilo kar nekaj klubov prisotnih. Moram reči, da je reprezentanca kar bolj priložnostna zadeva. Recimo 2010 so se udeležili svetovnega prvenstva v Pragi. Takrat se je, v bistvu mislim, da prvič, drugič se je v bistvu sestavila ta ekipa. Potem naslednjo leto 2011 je bilo Evropsko prvenstvo v Mariboru. Takrat so se tudi udeležili v mixed kategoriji, torej v kategoriji, kjer še igrajo zraven punce. To mislim, da je pomembno povedati, da je to v bistvu posebnost pri tem športu, ker se ne dogaja posod, da imamo ločene divizije in ena izmed teh se igra, tako punce igrajo tudi za fanti. V glavnem, in valjda letos so se podeležili svetovnega prvenstva v Leccu. V bistvu so pa bili, tako kot si rekel, z vseh stranih pobrani, iz Ljubljane, Maribora, Nove Gorice, in so pač se poskusili, kako je igrati na svetovnem nivoju. Zdaj še eno kratko vprašanje, ko si glih omenil, da se lahko zgodi mešana ekipa. Ja.
je kakšno omejeno število, koliko jih mora biti naenkrat na igrišču? V bistvu pravi Ultimate se igra 7 na 7 igralcev. Zdaj, če je to, treba povedati, da sta tak dve osnovni kategoriji, torej Open in pa Mixed. Open se igrajo samo moški, Mixed se pa igra z najmanj 2 puncama v pridanem trenutku na igrišču. Seveda se tukaj za neke določene turnire se pravila malo priredijo, zato da lahko vse ekipe igrajo, ker mogoče ne razpolagajo z takšnim številom deklet, ki igrajo ta šport. Moram še povedati, zadevo, ki sem jo prej spustil, šport sam nima sodnikov. Vsi klici, ki so storjeni na igrišču, se rešijo med igralci samimi. Če pride, ne vem, do kakšnega kontakta, ki bi vplival na posest diska, ali pa da se je bilo opazno, da si naredil korak, ko si imel disk v posestvu, se igra ustavi, se podiskutira, kaj se je zgodilo. Tisti, ki kliče v bistvu neko infrakcijo, faul, razloži, kaj je on videl in se zadeva reši. Torej ni nobenih sodnikov, ne obstaja tretja oseba, ki nadzoruje nad dogajanjem. Je pa še tukaj še ena zadeva, ki je pomembna, je spirit of the game. Torej, se spodbuja, da si tekmovalen, ampak ne za ceno fair playa med igralci in pa kršenje pravil. Šport je zelo, v bistvu, to bi bilo fajn, če se taki del mišljenja naveže na stil življenja. S tem bi pa jaz tudi končal. Hvala, da si se odzval našemu povabilu. Ni problema. Upamo, da bo čim več uspehov dalje, morda tudi v reprezentanci, čim prej. Pa še enkrat hvala za vabilo. Ni problema.